To je en taki tradicionalni, temu rečejo na Štajerskem, največji praznik, ko mošt postane vino. Na koncu koncev je ta dežela vinorodna dežela. Jaz osebno mislim, da celo premalo izkoriščamo te danosti, ki jih seveda imamo. Tam preko meje, nekaj kilometrov stran od tod, je danes veliko več, bi rekel, turistov, veliko več ljudi iz vseh koncev, rečem sosednje Avstrije, pa tudi na koncu koncev iz Slovenije. Všeč mi je, da vse v Mariboru to živi, da na koncu koncev Maribor to ima in jaz osebno pogrešam en pravi vinski sejem, ki bi ga morali imeti v Mariboru, v centru vinogradništva. Nažalost je pa ta vinski sejem že leta in leta v Ljubljani. Včeraj sta bila dva soočenja na nacionalki, na Pop TV-u. Zdi se, da se spet mediji najbolj ukvarjajo s preteklostjo, kaj je bilo pred 20 leti z raznimi aferami, ne govori se pa, kaj narediti, da bomo Slovenci živeli bolje. Vaš komentar na vse skupaj? Absolutno se strinjam. Jaz sem na to opozarjal že ves čas, namesto da bi konkretno postavljali novinarje vprašanja, kaj recimo kdo od kandidatov ponuja na področju brezposelnosti, davkov, takojšnjih ukrepov, interventnih zakonov in seveda predlogov, kako naprej, se seveda ukvarjamo z aferami, z aferaštvom iz preteklosti, kar ta trenutek seveda samo še spodbuja eno sovraštvo. Tako kot je tudi predsednik Janša včeraj rekel, zdaj ni čas za to, da bi nekdo razdruževal. Zdaj je čas, da stopimo skupaj, da strnemo te vrste in da se zamislimo nad tem, kje živimo. Ker ne glede na to, kaj mislijo nekateri protikandidati, vsi mi ostajamo v tej državi. In za vse nas gre. Ne za nas, ampak tudi za naše otroke in za naše vnuke. In če morda povzamem še samo eno dejstvo, včeraj se je spet dobro videlo, koliko botrov imajo ti, da rečem temu, novi obrazi. In to ni dobro. Če govorim za stranko SDS, Janez Janša je prav gotovo človek, ki je avtoritativen, ima svoje poglede, človek, ki zna v tem trenutku udariti po mizi. Bojim se, da ti novi obrazi, kandidati, ki so včeraj tam bili, so še vedno na nek način seveda v nekih dvomih, v nekih odločitvah, preveč seveda tudi se poglabljajo v to, kaj menijo v njihovem štabu. Treba narediti program, predsednik mora za njim stati in tu odstopanj pravzaprav ne sme biti to, kar se je seveda dogajalo v prejšnji vladi. Kar je še najbolj pomembno, zakaj so zdaj ta soočenja, zakaj seveda tudi ti isti politiki povzročajo medijem dodatne stroške, vključno z vašim. Zgolj iz enega samega dejstva. Ta dosedanja vlada ni bila sposobna pripeljati tega mandata do konca, to se je zdaj pokazalo, zadolženost je iz dneva v dan večja, brezposelnost iz dneva v dan hujša in kriza na koncu koncev teh socialnih obrazov je seveda v Mariboru zdaj že toliko, da se pravzaprav sprašujem, kam ta barka pluje. In ker tega niso bili sposobni, če nimajo toliko obrazov, seveda, da se tega zdaj seveda več ne grejo, da prepustijo mesto bolj sposobnim, je pa seveda že prav, da tudi priznajo, da so te rešitve, ki jih zdaj ponujamo tudi mi, pametne, dobre, da jih prepoznajo in da na koncu stopimo na ta vlak vsi. No, če zdaj ni močna ekipa, potem pa ne vem, kdaj bo. Torej, imamo ljudi, ki so iz posameznih, če rečem temu, resorjev, ki poznamo, da rečem to, lokalno politiko, poznamo ekonomijo, poznamo tudi, bi rekel, stisko teh ljudi, vemo, zakaj se borimo in če bodo nas zdaj ljudje seveda podprli pri naših prizadevanjih, potem jim bomo seveda to z velikim veseljem, v kar verjamemo, tudi povrnili. Jaz se močno samo nadejam tega, da iz te apatije ljudje ne bodo ponovno ostajali doma. V Mariboru je to že leta in leta, še posebej na zadnjih volitvah, značilno, da seveda imamo tukaj na tem koncu najnižjo udeležbo nasploh v državi, daleč po podprečjem. Ljudje so bolj ali manj že apatični, ljudje ne verjamejo več nikomur in jaz še enkrat pozivam vse, da tokrat grejo na te volitve. 4. december je za Maribor, za Štajersko, zgodovinski dan.